nemenljivi spomin trpljenja tvojega Sina. V tem daru njegove brezmejne ljubezni naj dosežemo večno življenje o Kristusu, našem Gospodu. Amen. Ta teden ne boste imeli svete maše, če pa bo kdo potreboval duhovnika, pa bom jaz na voljo, da me lahko pokličete. Nedeljo pa bo zopet, kot običajno, kaj sveta maša. To je oznanjivo, a še kaj drugega. V koncu se lepo zahvalim, da smo hodili skupaj, bomo hodili skupaj. In prihaja na misel, najbrž da vi končate oratorij v enem tednu, ko bo sobota, 20. bo kot vsaka tretjo soboto v mesecu radijska kateheza za bolnike. Zato povem, ker bo jutri bo snemanje prav o svetnikih. Kako nam svetniki pomagajo na poti, da bomo enkrat tam, kjer Marija v nebo vzeta. Tako, če bodo se spomnil, 20. avgusta, večer ob 21. bo ta kateheza. In sem zelo vesel, da smo danes bili skupaj. Se predstavljate, vi iz Znamnih Goric, da bo kdo od teh, za katere smo tudi danes molili, da je duhovnik ali redovnica. Moje dva zahrbtneža sta bila prej vprašana za kristiji, pa je bilo kar malo upanja, da bo pa morda kdo. Če boste vi prosili, nismo to danes slišali, pa se lahko tudi to zgodi. Pred 47 leti, kako prej že, 57 sem se odločil za to pot. Pa mi ni žal. A veste, da mi ni žal. Koliko časa bo še, a ne Bojan, koliko smo skupaj naredili, pa prevozili. Hvala Bogu, naj še naprej nas spremlja Božji blagoslov. Zdaj bomo posebej pred mašnim blagoslovom molili za blagoslov vozil, pa za voznike, pa potem še za nalepke, ki jih imam tukaj. Potem pa sam stopil na prag, ker se me že malo mudi. Ob 10. je ponovitev nove maše v Moravčah, kjer sem doma. In bo paševal, ta, ki je bil na praksi v Moravčah, Janez Pavel, in bo prišel, rečete, v našo dekanijo, ne, tako da lahko ste kaj videli tudi tukaj. Molimo, Gospod naš Bog, zaupanje prihajamo k tebi in te prosimo. Blagoslovi vsa ta vozila, tudi tista doma, ki nam vsak dan na različne načine služijo. Obvaruj pred nesrečami in škodo vse ljudi, ki se vozijo na delo ali k razvedrilu. Pokaži nam, kako lahko s svojimi vozili lajšamo in lepšamo življenje svojim družinam in našim bližnjim in nas spodbujaj, da bomo s svojimi vozili vedno v službi dobrote, spoštovanja in ljubezni. Pomagaj nam, da bomo v prometu vedno odgovorni, obzirni in pripravljeni pomagati. Kaži nam vedno pravo pot v življenju, da se bomo vedno obnašali kot sodelavci Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Molimo, nebeški Oče, milostno blagoslovi vse voznike, tudi odsotne. Bodi z nami, ko smo v tem hitrem tempu življenja, sredi vsakdanjega prometa. Podeli nam pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi nas ne bo utrpel škode. Vzbujal nas spoštovanje do življenja, pameten odnos do tehnike in odgovornost do narave. Varuj nas in vse udeležence v prometu, vseh nevarnosti in nesreč. Odvrni od nas nepazljivost, lahkomiselnost in neodgovorno hitenje. Pomagaj nam, da bomo z vso odgovornostjo skrbeli zase in za druge, da se bomo vsi z vseh poti vrnili zdravi in srečni, ko bomo na poslednji poti naj srečamo tebe,
ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Molimo, dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da si nam poslal svojega Sina, ki nas vodi iz teme v svetlobo. Prosimo te, na priprošnjo svetega Krištofa, blagoslovi te nalepke, naj nas spominjajo na to, da smo mi vsi kristonosci. Pomagaj nam, da bomo z obzirnostjo, potrpežljivostjo, odgovornostjo, varnostjo in dobroto dosegali svoj cilj. To nam podeli po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem bratu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pred blagoslovom in hojo tja ven do vrat. Naj povem še tisto tako lepo misel Gregorja Čošina zjutraj med svetniki, saj veste, 10 pred 6. uro. Sveti Krištof je imel to srečo, da je Jezusa nosil, ne? Je bil težak. Bil je Kristonosec, to pomeni Krištof. In je potem nas povabil, pa tudi jaz sam sebe, tudi vas, da tudi mi smo kristonošci. Da v svojih bratih, ki jih nosimo, pa so starejši, pa so sitni, da jih sprejemamo na svoje rame. Kakor tudi nas Jezus nosi. To ne pozabimo. Taki kot smo. In ker je danes ta nedelja, starih starčev in starejših, bi vam zelo priporočal za domačo nalogo, da naredite eno pozornost do teh ljudi. Jih morda obiščete, jim naredite križ, pa rečete, v cerkvi smo se vas spomnili, ali pa, če imajo radi sladoled, jim to sladoled prineste. Zdaj pa pripravimo srce za blagoslov, pa vam želim lepo nedeljo, pa še lepo srečanje, še naprej bom gospodu Janeza povedal, da takih mladih še nisem videl. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.